Jasna je tokrat za potrebe znanosti preluknjala vedro in nam zastavila tole uganko. Na tlemi visi vedro z vodo, ki počasi odteka skozi luknjici na dnu vedra ob strani. Ročaj vedra se odlomi in vedro pade na tla. Kako je videti curek vode med padanjem vedra? A. Curek je obrnen navzdol. B. Curek je obrnen navzgor. C. Curek je vodoraven. Ali D. Curka ni. Oboji ste odgovorili D, to se pravi, da curka ni. Ja, jasno, jaz upam, da nisi kje nad nami in da mi bo tole vedro zdaj padlo na glavo, a? A veste, ko zmeraj nesete kam poln vrč vode ali pa vedra in razmišljate o tem samo, da mi ne pade po tleh. No, jaz danes komaj čakam, da mi bo tole vedro padlo. No, ne, nisem mislila čisto tako. Skratka, tole vedro, ko ga bom spet napolnila z vodo, mora paziti neke določene višine, da boste potem vi lahko opazovali, kaj se bo med tem dogajalo s curkom. A few moments later. Najprej se malce pomenimo o tem, kaj se dogaja z vodo v vedru, ko voda oziroma vedro miruje. Če včepim tele luknjice, vidite dva čudovita curka vode, ki tečeta dol. Oblika curka je odvisna od količine vode, ki je nad njim. Curek pa je močnejši v primeru, če je narejen bolj pri dnu. In sedaj veliki, prosti pad. Vedro, upam, da imaš padalo. Ko vedro začenja padati proti tlom, se giblje enakomerno pospešeno z gravitacijskim pospeškom. In tako voda kot vedro se gibljeta enako pospešeno. In zaradi tega curka ne morete videti. Če bi želeli videti curek, bi se morala voda gibati z večjim pospeškom, kar pa se ne zgodi. Nekaj podobnega lahko astronavti opazujejo na mednarodni vesoljski postaji, ko ne morejo zliti na primer vode ven iz vedra oziroma iz plastenke. Koliko bi bilo super, če bi imela eksperiment na mednarodni vesoljski postaji. Ja, pravilen je odgovor D. Ja, jasno, jaz sem absolutno za eksperiment na vesoljski postaji. Zdaj se moramo samo še spoprijateljiti s kakšnim milijarderjem, ki zadnje čase tako radi letijo v vesolje.